Clio je na trgu prisoten že skoraj 30 let. Gre za najuspešnejši francoski avto z več kot 15 milijonov prodanih primerkov. Tudi v Sloveniji je ta model najuspešnejši. Na slovenskih cestah se jih vozi že več kot 24 tisoč. Zdaj je čas za 5. generacijo, ki jo proizvajajo tukaj za mano. Pri Renaultu so skušali upoštevati želje kupcev, ki so menili, da je 4. generacija Clio zelo lepa. Zato je tokrat netipično za francoskega proizvajalca prišlo do oblikovne evolucije, ne pa revolucije. Če novega Clio postavimo ob bok pretekli generaciji, bomo opazili predvsem še nekoliko bolj skladno in kompaktno obliko. Prednja maska zdaj spominja na razred višje rangiranega Megana. Avtomobil je s pomočjo čistih linij in privlačnih detajlov, kot so na primer žarometi v polni LED tehnologiji in bolj številčni kromirani dodatki, sila eleganten. V notranjosti pa smo priča pravi revoluciji. Armatura je zdaj oblikovana nekoliko drugače, na njej pa izstopata dva zaslona. Prvi iz našega testnega vozila, ki je nameščen pred voznikom, ne predstavlja vrha ponudbe. To pa po drugi strani ne velja za precej večjega osrednjega. Novi vmesnik Airlink je zelo sodoben in nudi precej bolj prijazno uporabniško izkušnjo od prejšnjih različic. Je namreč zelo preprost za uporabo in privlačno grafično dodelan. Pri zahtevnejših opravilih je na trenutke nekoliko počasen, a smo mu to v tem razredu vozil za zdaj še pripravljeni opravičiti. Sedeži našega testnega vozila, ki pripadajo paketu RS Line, so sicer nekoliko bolj športni, a Clio vseeno ponuja zajetno mero udobja. Kljub nekoliko manjši medosni razdalji je v primerjavi s predhodnikom za potnike zadaj celo bolj prostoren. To velja tudi za prtljažnik, ki je zrasel za skoraj četrtino na 391 litrov. Številka je v tem segmentu celo največja, kar se odraža tudi pri uporabnosti v praksi. Nekoliko nas je zmotil zgolj visok nakladalni rob. Voznikovo okolje poskrbi za zelo dober občutek med vožnjo. K temu pa pripomorejo tudi izboljšane vozne lastnosti. Narava le-teh je v novem Clio izjemno lahkotna in prijetna. Krmiljenje je v primerjavi s predhodnikom bolj natančno in odzivno, a še vedno nekoliko manj od bolj športno orientiranih tekmecev tega segmenta. Clio se pač bolj nagiba k polu udobnih vozil, ki nudijo nezahtevno vožnjo za vsak dan. Litrski turbo trivaljnik s 74 kW oziroma okroglimi 100 konjskimi močmi je za ta razred nadpovprečno uglajen in tih. Tresljaji niso preveč moteči, pa tudi zvočna kulisa je razmeroma prijetna. Glede na karakter vozila je motor primerna izbira, saj je zadovoljivo zmogljiv, obenem pa tudi zelo ekonomičen. Poraba goriva je na našem testnem krogu pri mešanem ciklu znašala 5,6 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar Clio uvršča med najbolj varčne med primerljivimi vozili. Hvalimo še nabor asistenčnih sistemov, ki je v primeru novega Clio zares bogat. Za nameček asistenčni sistemi v praksi tudi zelo dobro delujejo in s tem skrbijo za večje udobje, varnost in sproščenost pri vožnji. Clio z nivojem opreme Intense in litrskim turbobencinarjem s 100 konjskimi močmi je na voljo za 14 590 evrov, naš testni avto pa s kopico dodatne opreme za 17 310 evrov.